Tudi letos smo na razmeram primeren način s položitvijo venca obeležili tragedijo leta 1942 v času druge svetovne vojne, ko je tukaj končal svoje domoljubno poslanstvo Pohorski bataljon. Vsa ta leta mu tradicionalno s položitvijo venca izrekamo hvaležnost tako njemu kot vsem borkam in borcem, ki so v času narodnoosvobodilnega boja žrtvovali svoja življenja za svobodo. To današnje in prihodnje generacije cenimo in bomo cenili vedno, upajoč, da nam je bil takrat sredi druge svetovne vojne in po osamosvojitvi 10 dni še zadnjič kraten mir z okupacijo, da smo bili takrat zadnjič priča vojni, da bomo poslej vedno uživali mir s polnimi pljuči, da bodo te in naslednje generacije lahko v miru razvijale svoje talente. Danes tukaj ni tako veliko ljudi, kot jih je sicer zbranih vsako leto v začetku januarja tukaj pri spomeniku žrtvam Pohorskega bataljona. Vendar sem prepričan, da bo to mogoče prihodnje leto. V vsakem času so junaki in heroji, takrat so bili in njim se danes poklanjamo. Toda tudi ta čas je dal heroje in je dal junake tistim, ki se v prvih vrstah borijo za to, da bomo omejili širjenje virusa in bomo potem s precepljenostjo, mislim si prav letos, že lahko zadihali skorajda ali pa povsem svobodno življenje. Mislim, da obstaja veliko upanje, da bomo letos sicer v januarju in februarju še vedno z omejitvami, potem pa z vse manj njimi zaradi precepljenosti zaživeli polno življenje, da se bomo vrnili v tisto, kar smo prej imenovali normalno življenje, čeprav bomo imeli možnosti, da z okrevanjem marsikaj od tega, kar je bilo prej morda slabše, zdaj naredimo boljše. Prepričan sem, za veliko vero iskrenosti to pravim, da bo letos pred nami eno lepo leto, kljub temu, da bomo verjetno prav v finalu te ciljne ravnine morali dati od sebe še najboljše, morda tudi še najtežje, ampak na koncu bomo, kot sem že rekel v poslanici, zmagali. Okrevanje bo sicer zahtevno delo, treba se bo posvetiti odpravi socialnih stisk, zmanjšati, ne povečati razlike socialne in druge med ljudmi, zato da se bo okrepilo zaupanje v ta celoten sistem socialne in pravne države. Mislim, da bodo takrat nastopili novi junaki poslovnega, znanstvenega življenja. Otroci se bodo vrnili v šole, dijaki in študentje bodo hlastali za novim znanjem. Vse to nam daje neko upanje v to, da bomo dočakali leto 2022 znova v razmerah nepolne svobode, v kateri lahko razvijamo vse naše talente in si prav tako pomagamo solidarno, kot smo si pomagali v tem zelo težkem obdobju lanskega leta 2021, ki ga je zaznamoval COVID-21. Veselim se prihoda naslednje leto. Tukaj bo znova veliko zastav, veliko ljudi, veliko mladih in starih, ki se bodo želeli pokloniti domoljubom iz časa druge svetovne vojne. Mi pa danes poleg njih v srcu nosimo tudi heroje in junake boja proti virusu in upamo, da bomo z enako solidarnostjo in vnemo enotnostjo tudi tega premagali in zaživeli polno, svobodno in lepo življenje. S tem upanjem vas vse lepo pozdravljam tukaj iz Pohorja, iz mesta, kjer počivajo borci Pohorskega bataljona. Srečno v tem.